Na kratko vam bom predstavila delovanje Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Janik v Celovcu. Ker je delovanje zelo razvejano in ne bom mogla predstaviti vseh naših dejavnosti, sem pripravila kratek informacijski folder, tudi s kontaktnimi podatki, tako da me potem lahko tudi kontaktirate, če bi vas kaj zanimalo. Naš inštitut je majhen inštitut, kot je to pravzaprav karakteristika raziskovalnih ustanov v zamejstvu. Zaposlene smo 2,5 osebe, 2 etnologinji in tajnica. Dejavnosti pa izvajamo tudi s pomočjo številnih zunanjih sodelavcev. Čisto na kratko k zgodovini našega inštituta. Inštitut je bil ustanovljen leta 1992, od leta 1994 naprej upravlja inštitut Narodopisno društvo Urban Janik, to se pravi, da inštitut od takrat naprej deluje samostojno. Nastal je pa na podlagi etnološkega oddelka, ki je bil že leta 1983 ustanovljen pri Krščanski kulturni zvezi. Takrat se je z Gradca vrnila dr. Herta Maurer-Lausega, etnologinja. Pri Krščanski kulturni zvezi pa so zanjo ustvarili delovno mesto. Hkrati pa je bila to tudi nujna potreba, kajti tam so se zavedali, da je bil to že skrajni čas, če so hoteli še ujeti tisto generacijo, ki je imela vedenje o življenju iz prve polovice 20. stoletja. Dejavnost so od vsega začetka že zasnovali zelo široko, to se pravi, da so se takoj od začetka začeli ukvarjati z vsemi etnološkimi temami, to se pravi s področjem materialne kulture, dokumentirali so arhitekturno dediščino in bivalno kulturo, noše in oblačilno kulturo, na področju duhovne kulture, nesnovne dediščine so potekale raziskave oziroma dokumentacija ljudskih pesmi, pripovedi, raziskave šek in navad, dokumentacija, filmska dokumentacija šek in navad. Raziskovali pa so tudi družbeno kulturo, nastajale so predvsem krajevne monografije o posameznih krajih Koroške, na primer v Doboli vasi, v Vogrčah in v Selah. Pomemben projekt je bila takrat serija Tako smo živeli, življenjepisi koroških Slovencev. V tej seriji je šlo 12 knjig, objavljenih pa je 150 življenjepisov koroških Slovencev, ki so tudi odlično gradivo za dijake in študente, ki želijo kaj več vključiti tudi v svoje dejavnosti, v svoje delo o življenju koroških Slovencev, predvsem o vsakdanjem življenju koroških Slovencev. Ker se je delo takrat izredno razmahnilo, to pa predvsem zato, ker je Krščanska kulturna zveza podpirala študente pri svojih diplomskih nalogah, jim omogočala terensko delo, je nastala situacija, da je pravzaprav ta dejavnost začela, je bila preveč za osrednjo kulturno organizacijo, zato je Krščanska kulturna zveza razmislila o novi obliki organizirane dejavnosti in ustanovila inštitut. Ko je bil ustanovljen inštitut, takrat sem že začela sodelovati pri tem oddelku, smo se začeli bolj posvečati znanstveno-raziskovalnemu delu. Začeli smo organizirati raziskovalne znanstvene posvete. Leta 1998 smo bili sprejeti v evidenco raziskovalnih organizacij pri takratnem Ministrstvu za znanost in tehnologijo, takrat kot prva zamejska raziskovalna ustanova, kar je tudi pomenilo, da se lahko vključujemo v raziskovalne projekte, ki jih izvajajo tukaj v Sloveniji kot partnerji oziroma tudi kandidiramo na razpise
zdaj na te razpise, ki jih zdaj objavlja Agencija za raziskovalno dejavnost. Bili smo potem vključeni v številne raziskovalne projekte, temeljne raziskovalne projekte, aplikativne in tudi ciljno raziskovalne projekte. Omenila bi samo en projekt, to je bil projekt priprave registra nesnovne dediščine v Sloveniji, v katerega sem bila vključena in kjer smo pripravljali osnove za nacionalni register nesnovne dediščine tukaj v Sloveniji, kajti Slovenija je takrat bila v postopku ratifikacije UNESCO-ve konvencije iz leta 2003. Takrat smo še mislili, da bomo lahko nesnovno dediščino v zamejstvu vključili v ta register. Spoznali smo pa, da so to nacionalni registri. Bilo pa je to za nas koristno, kajti v tem projektu sem spoznala osnove UNESCO-ve konvencije, pomen UNESCO-ve konvencije in ko je Avstrija razpisala prošnjo oziroma je dala razpis, kjer je iskala posamezne elemente za vpis v avstrijski nacionalni register, smo tam takoj prijavili projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen in leta 2010 so slovenska ledinska in hišna imena sprejeli v avstrijski seznam nesnovne dediščine. Ta projekt je zdaj postal najpomembnejši projekt, ki ga bomo tudi v naslednjih letih prioritetno izvajali. V ta namen bomo tudi skušali vključiti študente, ki študirajo na univerzah tako pri nas v Avstriji kot tudi tukaj v Sloveniji, in jih spodbuditi, da bi morda v sklopu seminarskih ali drugih del obravnavali posamezna področja Koroške na temo dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen. V zadnjih letih smo se vključevali predvsem v evropske projekte, kar je spet bistveno spremenilo naše dejavnosti. Paralelno k temu še vedno potekajo naše redne dejavnosti, ki jih boste tudi našli tukaj na tem seznamu. Jaz bi izpostavila samo te dejavnosti, ki so pomembne za mlade. Pri našem inštitutu je tudi možno opravljati delovne prakse. V zadnjih letih smo vključevali predvsem študente etnologije, ki so pri nas opravljali enotedenske obvezne delovne prakse, ki jih lahko uveljavijo tudi za svoj študij. Publicirali smo tudi diplomske naloge, magistrska dela, disertacije. Zbiramo tudi posamezne diplomske naloge, disertacije, magistrska dela na temo o koroških Slovencih. Predvsem pa bi zdaj želeli vključiti mlade v ta konkreten projekt dokumentacije slovenskih ledinskih in hišnih imen. Tudi pri evropskih projektih smo vključevali mlade oziroma so tudi evropski projekti nudili mladim možnost, da so se potem v teh projektih zaposlili, predvsem na slovenski strani, kajti mi smo v te projekte vstopili kot partner, kot projektni partner, tako je te projekte sploh bilo mogoče izvesti. Eden izmed teh evropskih projektov je kulturni portal ledinskih in hišnih imen, ta projekt so izvajali Slovenska prosvetna zveza, Krščanska kulturna zveza in pa Gornjesavski muzej Jesenice in razvojna agencija Gorenjske. In v tem projektu so letos izšli na Koroškem 4 zemljevidi, v Sloveniji pa 3 zemljevidi. Vse to najdete na tem kulturnem portalu. Karte najdete tudi
Tukaj so objavljeni tudi vsi zemljevidi. Pripravila sem za vas tudi seznam raznih spletnih strani iz teh evropskih projektov, tako da mogoče vse te informacije razberete tudi iz teh informacijskih folderjev, kajti čas je verjetno prekratek, ali je še nekaj časa, je še malo nekaj. Potem bi predstavila drugi važnejši težični projekt, ki ga izvajamo v zadnjih letih. To so jezikovne iniciative. Leta 2008 je nastala jezikovna iniciativa Dvo- in večjezičnost v družini, ki spodbuja predvsem mlade starše, ki živijo v mešanih zakonih, da se zavedajo, da je treba z otrokom od vsega začetka naprej govoriti v obeh jezikih, če hočemo ohraniti predvsem šibkejši jezik, ki je navadno v manjšinskih okoljih slovenščina. Leta 2010 je nastala iniciativa Slovenščina v družini. Ta iniciativa je širša in spodbuja pravzaprav vse starše, da se zavedajo jezikovnega bogastva, ki ga imajo v družini. Spodbujamo predvsem tiste stare starše, ki z lastnimi otroki niso govorili v slovenskem jeziku, da zdaj spregovorijo z vnuki, kajti prijave k slovenskemu pouku na Koroškem naraščajo, hkrati pa upada osnovno znanje slovenskega jezika ob vstopu teh otrok v šolo. Naše dejavnosti obsegajo predvsem terenske raziskave in dokumentacijo. Imamo tudi audiovizualno dokumentacijo, ki jo izvajamo skupno z Inštitutom za slavistiko v Celovcu in pa z audiovizualnim laboratorijem Inštituta za slovensko narodopisje pri ZRC SAZU. Izdajamo publikacije, to so predvsem etnološke publikacije, pripravljamo pa tudi razne zbornike. Imamo knjižnico v sodelovanju s Krščansko kulturno zvezo, kjer urejamo predvsem etnološko literaturo. Udeležujemo se posvetov, simpozijev in konferenc. Prirejamo tudi prireditve, etnološke prireditve, ekskurzije in občasne razstave. Leta 2002 pa je na Kostanjah odprl svoja vrata etnološki muzej. To je prvi slovenski muzej, v katerem so razstavljeni etnološki predmeti. Razstava je dvojezična, popisali pa smo tudi predmete v zasebnih zbirkah, ki jih hranijo razni posamezniki po Koroškem. Thank you.